Hvala organizatorjem za vabilo. Jaz bom v tem predavanju predstavil projekt EOS Clive, medtem ko same te aktivnosti storitve bom predstavil v popoldanski sekciji. EOS Clive, osnovna ideja je, kako ustanoviti, skreirati ta EOS oblak za področje ved o življenju. Prosojnice bojo pri meni v angleščini, tudi mi še nismo teh stvari čisto zadovoljivo prevedli, tako da jaz bom probal to sproti malo prevajati. Skratka, ideja tega projekta je bila povezati raziskovalne infrastrukture z področja zdravja in prehrane. Zakaj? Moderne biološke ali pa biomedicinske raziskave so ali pa predstavljajo zelo kompleksne projekte, tam imamo zelo kompleksne projekte in seveda uporabljamo zelo različno tehnologijo, kako to rešiti, kako pride do rezultatov. Veliko prelomnih odkritij ponavadi pride z sodelovanjem, z multidisciplinarnim sodelovanjem, se pravi z sodelovanjem različnih raziskovalcev z različnih področij. Se pravi, zato se nam je smiselno zdelo to povezati. Tretja zadeva je pa seveda, da tehnologija danes omogoča, da modeliramo različne biološke sisteme digitalno, računalniško in se pravi, tle se nam je zdelo pomembno tudi, kako to povezati, kako različna znanja povezati, da bi prišli do boljših modelov. EOS Clive ne bi bilo, seveda že po samem imenu, ne bi bilo neko odprto raziskovalni prostor za sodelovanje, kako zgraditi EOS. Zopet omenjamo FAIR podatke z FAIR podatki in tudi z FAIR storitvami, se pravi narediti obstoječe vire, ki so bolj FAIR, zgraditi nek ekosistem orodij, ki pač se uporabljajo za te podatke, za analizo teh podatkov ali pa za dostop do teh podatkov in seveda povezati znanstvenike, da bi prišli do nekih prebojnih, prelomnih odkritij. Kakšen je konzorcij EOS Clive? Zdaj, tle se verjetno malo slabo vidi, ampak sodeluje 13 ESFRI raziskovalnih infrastruktur z področja zdravja in prehrane. Med njimi znotraj 46 partnerjev, 17 povezanih partnerjev in pa seveda močno sodelujemo z e-infrastrukturami, več ali manj se uporabljajo njihove storitve ali pa je želja uporabljati njihove storitve. Če jih mogoče samo na hitrico pogledamo, ali pa jaz bi samo 4 omenil, ki so na nacionalnem roadmapu Slovenije, in sicer to so BBMRI, Elixir, ISBE in EATRIS. Trenutno sta aktivni samo 2, Elixir in EATRIS, in pravzaprav v tem področju, konkretno v tem projektu se najbolj ukvarja Elixir in tudi kasneje bom zopet povedal o nekaj o storitvah, zato ker smo dobili strukturna sredstva za nadgradnjo Elixirja. Tukaj moram reči, da slovensko vozlišče nima prav velike vloge, kljub temu, da Elixir koordinira ta projekt, ampak smo pa seveda zelo tudi s tem financiranjem zelo želimo ali pa bomo želeli uporabljati storitve, ki jih bo ta projekt naredil. Časovnica končuje se ravno, končuje se projekt Korbel, zdaj se pravzaprav zares začenja projekt EOS Clive, praktično traja že slabo leto. Leta 2021 naj bi imeli nek vmesni pregled, do konca leta 2022 naj bi bilo večino rezultatov jasnih.
se pravi, kako zgraditi EOSK za področje ved v življenju, EOSK Life. Po eni strani se zavedamo, da v teh sodelujočih raziskovalnih infrastrukturah in tudi širše obstaja množica podatkov. Te podatke želimo spraviti v fair obliko ali pa narediti dostopne za fair storitvami. To je po eni strani, po drugi strani pa želimo uporabiti orodja, ki seveda ogromno raznih orodij v teh raziskovalnih infrastrukturah nastaja, tudi mnogo znanja je, mnogo ljudi, ki znajo ta orodja razvijati in se pravi, kako ta orodja povezati in jih narediti uporabna za vse tiste ostale podatke z področja ved o življenju, seveda tam, kjer pridejo prav. Narediti torej neko skladišče orodij, ki bi znale podatke uporabljati. Še bolj konkretno, kako to narediti, seveda gradimo na že znanih obstoječih rešitvah, se pravi, ene rešitve so z projekta EOSK Pilot, ki je pač definiral povezovanje podatkovnih virov, povezovanje storitev, orodij in pa metapodatkov, opisnih podatkov, tako o teh orodjih kot o podatkih. To imate tle na desni strani. In zdaj želimo pravzaprav za temi pravili, ki jih je EOSK Pilot določil, narediti dostopne tudi podatkovne vire iz ostalih raziskovalnih infrastruktur ali pa tisti viri, ki pravzaprav še ne sledijo tem pravilom. To je samo malo bolj natančna razlaga tega, se pravi, spodaj imamo infrastrukture in glavni povezovalni faktor ne bi bil nek ali pa storitev, ne bi bil nek generični katalog opisnih podatkov, ki omogoča priključevanje različnih raziskovalnih domen ali pa raziskovalnih virov preko lokalnih opisno-podatkovnih katalogov in potem naprej do posameznega zapisa. Vse to se seveda tehnično dogaja pa z pomočjo infrastrukture. O EOSK-u, kaj je EOSK, smo danes že dovolj slišali v tem uvodnem predavanju. Želimo imeti nek univerzalni dostop do raziskovalnih podatkov in storitev. EOSK Life je samo eden izmed EOSK projektov, ki trenutno tečejo ali pa so trenutno še v pripravi. Tle imate nekaj navedenih, verjetno se bo boljš videlo v prosojnicah potem. EOSK je seveda Open Science Initiative, se pravi iniciativa za odprto znanost. Želimo povezati digitalne objekte, na enoten način identificirati, se pravi z nekimi standardi, jih tudi dati v neko standardno obliko in jih seveda še naprej povezati z opisnimi podatki, se pravi, da jih naredimo fair. Kot je bilo v predhodnem predavanju že omenjeno, se pravi, EOSK Life sodeluje z pravili tudi z drugimi EOSK projekti. Zakaj? Zato, ker so infrastrukture, EOSK je torej podlaga vsem tem projektom, torej tehnično gledano vsi EOSK projekti uporabljajo isto tehnično infrastrukturo. Delovni paketi, ne bom šel v neke podrobnosti, več ali manj lahko aktivnosti razdelimo na 3 dele, se pravi na del za produciranje podatkov, na del se pravi uporabnikov ali pa raziskovalnih struktur, ki to uporabljajo, in pa na nekako rečemo bolj fair del, kako te podatke ponovno uporabljati, se pravi, kako narediti neke standardne podatkovne vire, da se bodo lahko uporabljali tudi pri drugih raziskavah, ne samo pri tistih, pri katerih so originalno nastali. Se pravi, je 11 delovnih paketov, tale zadeva je malo drugače, na drugi način ista stvar predstavljena, se pravi spet tele 3 deli in se pravi, kaj naj bi delal EOSK Life in sicer uvedel ali pa
pripravil skupne politike za podatke, pravila za fair storitve oziroma tudi naredil fair storitve in fair podatke. Seveda, kako ne bi bilo to dostopno preko nekega skupnega uporabniškega vmesnika in pa uvedel neka pravila za skupno upravljanje z kakovostjo in za inovacije. Seveda, to se sliši mogoče po eni strani zelo enostavno, ampak hudič je v podrobnostih. Že glavni izziv, ki ga vidimo pri tem projektu, je, kako posamezne delovne sklope povezati oziroma kako sodelovanje med različnimi delovnimi sklopi vzpostaviti, ki so zelo vezani lahko ali na te sodelujoče raziskovalne infrastrukture ali pa na samo domeno, s katero se ukvarjajo.